Tam je drugače ena boljših. Na stranišču pod Tromostoju slišim fafanje v zadju po harmoniki. Ta je najbolj skos. To smo Slovenija moj doma. Tako, to smo na majice dali. Ja. Vsak smo imeli mrč. Kaj pa je to? To je pa Pismo. neko pismo, ki sem ga napisal, ker je pač moja prva knjiga, pa sem hotel nekaj zraven še dodati, pa malo opisati svoj proces, pa kako je pa šlo do tega. A to je kdo že odprl? Kdaj? A ni noter, a je? Mogo bi Je biti. pismo noter. Kaj ne smeš knjig brati, veš. Nice, huda fora. Cena 15 evrov v Eurotov. 120 A piše izvodov. euro to? A piše, ne vem. Ne. To bi bilo, ja, Vidim, da dobra sem fora kot bi bila. pesnik, pa ne znam. Ja. Ja, bro, čist nepismeno. Naredil gimnazijo, ne, gremo Eurotov. 120 izvodov si naredil. A si prodal vse? Ja, Že polno smo imeli že polno tise, pa smo okoli 400 smo jih prodali, Nice. kar je tako za Hudo. pesniško zbirko kar veliko, ker ponavadi je nek tam 200, tako da je v redu. Hudo. Ampak je ful je pomagala ta nagrada, no, da je bilo pol neko zanimanje. za Kjera to. nagrada, da več povej? Za pesniški prvenc na Slovenskem knjižnem sejmu, oziroma za literarni prvenc. In to mi je ful pomagalo, da sem pol tudi poln nekih priložnosti dobil pa vsega tega. Hudo. Zelo velike produkcije v Sloveniji, poezije pa knjig in pa se zelo hitro lahko kaj spregleda, tudi kakšne stvari, ki so ful kvalitetne. In pol te nagrade lahko malo bolj pomagajo, ker se tega tiče promocije pa to. Ja, itak. Pa za ego je fajn. Pa to, to pa itak. Pa to, na to nagrado kaj, si se tako prijavil na nek razpis? Ali so Založbe pa uredniki to pošiljajo, če pač založba izda kakšen prvenc, ker to je pač prav na vsako leto na knjižnem sejmu. In potem založbe ali pa uredniki odnesejo izvode tej žiriji in pa se žirija odloči, ki preberejo vse. Ok, hudo. Naredimo intro. Saj tole je lahko že kar začetek podcasta, ampak dobrodošli v novi epizodi Jan David se pogovarja plus Benz. In to sem jaz. In to je on. In to sva midva. In danes je z nami gost Pino Pograjc, pesnik. Mislim, lahko se kar predstaviš, kako bi se Povej več o predstavil sebi, v resnici. Pino. Ja. Ja, ne vem, zdaj sem v absolventu magisterija, študiram angleščino primerjalno književnost. Napisal sem knjigo, ki je šla 1 let pa pol nazaj in to mi je odprlo veliko naslov je Targetanje in to mi je odprlo veliko možnosti, da se lahko ukvarjam več z literaturo in delujem na literarnem področju. Kaj še kaj tazga. Iz Kamnika sem, tako kot Jan David. Je. Še na isto srednjo sva hodila. Tako. Benca pa poznam z Mete. To. Ja, what's up? Se pravi, si Tako. literat, a bi si lahko rekel literat. Tudi jaz sem poet, velika beseda, ne, pa ful dolgo časa si nisem hotel sam sebe preč pesnik, ker se sliši tako, ne vem, samo, ne vem kako tako, ker da si neki, ko imamo v Sloveniji predstavo, da je Pesnik si po smrti. Ne? tako, ja, ali pa da je to neka taka poslanstvo, ali pa neka taka orjaška zadeva, velikanska, ampak v resnici, mislim, pesnjenje ali pa pisanje poezije res ni, treba je to malo demistificirati, se mi zdi. Aha. A lahko poezijo pišeš, ko si vesel? Lahko, ni rečeno, da bo zanimiva ali pa dobra, ampak pač, lahko je, valjda, so kakšne vesele pesmi se kdaj znajdejo. Ampak bi rekel, da drugače v splošnem je bolj, ima tisto večjo moč, neka žalost za poezijo Trpljenje. ali pa trpljenje. Zdaj, da ima večjo moč, ful je odvisno, kako to ubesediš. Mislim, kakšni, ki pišejo o res prijetnih ali pa lepih temah, so sposobni tudi pisati nekaj, da se bralca ali pa bralke dotakne ali pa da je človeku blizu, ampak velikrat se pa raje zanašamo pa na neke dramatične ali pa težke zadeve, da je udarno, da je človeka zanima to, kar je napisano. Še posebej zaradi tega, ker jaz pišem v zelo takem proznem stilu in je pol nekako treba, še posebej ta neka šola pesniška, ki mi, ko hodimo na pesniške delavnice Braneta Mozetiča, imamo neki tak dnevniški pristop, tako prozni, zelo opisovanje stvari pa narativa in je pol treba včasih se odločati ali pa pisati o
težkih pa zadevah, ki zahtevajo neko kritično presojo, zaradi tega, da ni dolgočasno. Tudi, mislim, treba je tudi misliti na ljudi, ki to berejo. V smislu bi rekel, recimo, kad ti se ne ukvarjaš toliko s tem, da se vse rima, ne? A si to mislil s tem? Da... Ja. Pač ne rimam. Mislim, ritem pa metrum je itak prisoten v vsaki poeziji, ampak rime so pa, vsa sodobna poezija se mi zdi zdaj, ki se piše, ni rimana. Ampak jaz smatram zelo veliko stvari za poezijo, naprimer tudi rap. Rap je včasih tako... Rap je včasih bolj inovativen, kot kakšna sodobna poezija, ki jo bereš v rimah. In to je mogoče ena forma poezije, ki pa je rimana, pa verjetno še nekaj časa bo. Ja, skoraj da mora biti, ne. Če bi imel nek komad, ki se ne rima, je tako nekaj ni prav, ne slišiš se v redu, ne. Mora biti ta, muska je, ne. Pa isto, če bereš, ne vem, glasbena besedila, tako, ko poslušaš, pa je melodija zraven ti ful sedi, ali pa je ful dobro, pa je prebereš to brez glasbene podlage, pa lahko čist, pač, kako je to enostavno. Ja, ful je lahko enostavno, plehko. Ful. To sem jaz tudi že opazil v lifeu, ja. In pol ful cenim tudi kakšne, ne vem, še posebej kakšna Fiona Apple ali pa ena ta kantatorca Cara Jackson, ki pa pišejo prav tako poezijo, ki pol dajo v glasbo in to se ful malkrat se mi zdi zgodi. V popu nikoli, mislim. V popu je sam ljubezen ali pa kaj tazga. Ok, ful dober. In kakšne, ko si rekel, da ti je to odprl, ta nagrada ti je odprla nove priložnosti. Se pravi, zdaj se ukvarjaš z literaturo. Z novimi priložnostmi. Kaj so zdaj te nove priložnosti? Pišeš še kaj poleg poezije? Ja, tudi, mislim, tudi kratko prozo zdaj pišem, ampak predvsem take stvari, da sem lahko... Sorry, kaj te modam. A so to dvovrstičnice slučajno? Ne, to je... Bova pol še malo. Lahko, dvovrstičnice. Ne, kratka proza je predvsem tako, pač, če so romani dolga proza, so kratka proza res kratke zgodbe. Ampak mislim to, da se mi priložnosti ponudile to, da sem povabljen na velik bran, da se lahko na neki sceni povezujem. Naprimer tudi, ker sem izdal to knjigo, moj urednik Dejan Koban, za zbirki Črna skrinjica, kjer je išla, me pa povabil tudi, da sem soorganizator te platforme Ignor na Metelkovi. Potem v Tiffanyju so me povabili, da bi organiziral literarne večere, LGBT literarne večere, in sem pa organizator tega in pa lepo ohranjenih takih manjših priložnosti, ki so na vsake toliko tudi honorirane, ker je ful fajn. Ja, itak. Ampak so predvsem stvari, ki me pol ful veselijo. Pa zdaj sem dobil kakšne priložnosti, da bi bil urednik kakšne antologije, da bi bil se s takimi stvarmi ukvarjal, ker je pač... Prav si dosti odprl vrata, ne? Ja, tako. Mislim, mi je ta nagrada mi odprla vrata. Sam si jih. Ja, ok. Ful hvala, tu ne. Ne, ampak on point. To moraš, veš, don't sell yourself too short, ne? Ok, no, thanks. Ful dober. Koliko folka pa kaj pride na ta branja? Pa to? Jaz to sploh nisem nič v tej sceni, nimam pojma. Tudi jaz ne. Kje se sploh dogaja to, koliko ljudi pride? To je zdaj tako, pač neka klasična predstava, kako izgledajo branje, je to, da je nek tak zelo osvetljen prostor, knjige so po steni, mogoče nekaj, ok, zdaj nočem grdo govoriti naprimer o Centru za poezijo Tomaža Šalamuna, ampak tam je res tako, tam so taki proper literarni večeri, taki, kjer je spoštljivo, kjer je poezija, ki je tam, je ful kvalitetna tista, ki se predstavlja, ampak je to res nek tak čist, lep prostor. Mene pa ful bolj vlekel v neke take bolj zatohle, take tako temačne zadeve. Poplavljene. Kako? Poplavljene. Ja. Ali pa naprimer Društvo slovenskih pisateljev, kjer se res smatra to kot neko, to so zdaj neke avtoritete, to je zdaj neka striktnost. Prej ta Center za poezijo Tomaža Šalamuna je bil slab primer, ker tam imajo res ful dober program. Kje pa je to? Kako ne? Ljubljana. Ja, Ljubljana, tam zraven name, pa nekaj Zara, pa ta Nova McDonald's. Čist center. Tam, ja.
No, to je en Tam primer. zraven društvo za človečnost, se mi zdi blizu. To je društvo Meni za se zdi, ja. resno. Ja, Meni se zdi, okay. ja. Ali eno ulico stran. Tudi glede tega lahko kaj povem. Ampak, daj. Nisem polja. Ker zdaj vse na mene, govor. Ne, ampak hudo. Društvo začuješ. No, ja. no, ampak mene je pa bolj vlekel v neke te, še posebej, ker sem v Kotlovnici sem začel nastopati, ker so Matic Mača, Korban Kavka, Aljoša Rebrača so organizirali te slam dogodke in to mi je bilo bolj tako sproščeno vzdušje za jebancija na odru, pa se iz tega tudi te dvovrstičnice rodile, ker sem imel te dogodke. Ampak me je pač k temu in na Metelkovi, predvsem prej je bilo v Gromki, zdaj v Channelu Zero je ta Ignore, kjer je svega i svašta, vizualna, spoken word, glasbena, noise, vse možno platforma za razne umetnosti. Potem Mlade Rime, ker sem iz Kamnika, nisem hodil na Mlade Rime, ker je to je taka neka legendarna zadeva, ki je trenutno na placu. Potem to Kviropisje, ki ga pa jaz organiziram, je pa v Tifli. In predtem so bile Mavrične rime, nekako smo to preobrazili iz Mavričnih rim v Kviropisje. In recimo za Ignore pride lahko tudi, zdaj jaz ful težko ocenam, koliko je publike, ampak mislim, da smo enkrat rekli, da je bilo tudi 100 ljudi. Ja, hudo. Ja, pač to je čisto polno in ljudje tudi sedijo po tleh, če je kakšen tak event, ki je ful ljudi pritegne. Za Kviropisje smo imeli vsakeč tako približno 40 ljudi, ki pridejo. Za Mlade Rime pa tudi je pa to že toliko dolga, zdaj je že koliko 170 ali koliko 170 Mlade Rime, ki je že toliko dolga zadeva, da imajo že neko stalno publiko. Koliko pa je starostno omejitev za Mlade Rime? Tudi vsi možni so že nastopali. Predvsem je to neka bila platforma za res, recimo, neuveljavljene, nekatere, ki se še iščejo v izrazu, da imajo priložnost nekje svoje stvari brati, tako kot so bile 50 v Kamniku. Ampak je ponavadi, kot koga hočem tudi jaz pri Kviropisju delati, da vsakeč povabimo še kakšne uveljavljene, da je neka taka tako razpon generacijski, pa da se lahko povezujejo med sabo. Tako kot stand-up v bistvu. Ja, A imate podoben? open mic. Mislim, mi imamo open mic večer, kamor prideš lahko povedati v bistvu karkoli. Mislim, karkoli joke. Mislim, je mišljen, da priješ novo povedati ponovadi. Ja, ampak pač imaš pa pol nekoga, ki je uveljavljen, pa mogoče vod dogodek ali pa je na koncu. Super. Ja. Tako je isto, no, ista scena. Iz stand-upa ful malo pozna. Sej je Ja, ne, pošteno, se jaz mi da tudi- pa poezije, se zato pa Sej jaz pa imamo tudi te stvari. stand-up tudi bolj malo poznam. Na sebe čist. Ne, okej, dajva se malo vrniti, prej, ko si rekel 50 besed, je bilo tudi tekmovanje pol, ne? Nekaj vse slovensko, nekaj celo. Ja, se to je bilo, vsakič je bilo, vsak 50 besed je bil v bistvu tekmovanje, ker smo pa z aplavzom določili, kdo je zmagovalec večera. Te kriteriji bomo se dotaknili. Ja, ampak meni tudi ful ni všeč, da se poezijo jemlje kot tekmovanje. Bolj mi je všeč, če sam tako večer, kjer človek prebere svoje stvari. Ne pa, da mora pa tam še na odru stati, medtem ko ploskajo in pola bo zmagal, ne bo zmagal. To je ful slab feeling. Pa tudi tako lahko te ful zatre, če ne zmagaš. Jaz sem ene parkrat sem in pa sem prišel na, v bistvu tisti večer, ki je bil tam v parku Mekinje, je bil en ta 50 besed v sklopu Kamfesta. Tisti večer sem zmagal in celo s pesmijo, ki je bil moj coming out, ker sem pač na odru prvič sem v Kamniku, ki je bilo res veliko občinstva povedal, da sem gej. In takrat so me pol, zaradi tega, ker sem na tistem zmagal, sem pol prišel na to vse slovensko. Je bilo prvo, je bilo... Je bilo v Mariboru. Ja, ker smo šli pol tudi. Kako bolano, da je lih ta pesem zmagala. Tako, Ja, pa ful se veš, ko sem se... V bistvu si zmagal, legit. Sem se tresel. Na odru. Pa takrat je bil, še to, moj zdaj urednik, Dejan Koban, je bil že takrat, sem ga v bistvu prvi spoznal, ker je bil v občinstvu in je bil tudi žirant, kot nek predstavnik poezije. In takrat mi nič ni prišel čestitati, nič mi ni prišel reči, protko videl sem, da me malo grdo gleda. In pol je prišel še ene par 50 besed kasneje, je prišel spet in sem spet bral in spet zmagal in je tako prišel do mene pa je rekel, takrat si bil na tist, ki si prišel na vse slovensko tekmovanje,
Danes si bil pa dober, kaj si pa spremenil? Dejan je zelo drzal tak. Ja, Dejan je. Mislim, Dejan je legenda Metelkove, tako da on res ne zadržuje nobenih vse svoje mnenja, prosto pove, ker ful cena glede njega, ta njegova iskrenost glede vsega. Pa tudi, ker ima zelo velikrat zelo prav, mislim, veliko poezije v Sloveniji, ki izhaja, opa, je mogoče si ne zasluž knjige. Prvo razredno. Ja. Prvo žogo mogoče. Ja. Kako pa to? Kje je razlika med prvo razredno in drugo? Oziroma, kje je razlika, da rečeš, da ta poezijo si pa zasluž? Ja, to je spet ful subjektivno. No, sej jih to hoče reči, kako oceniti, reči, to je dobra poezija, to ni dobra poezija. Ker konec koncev lahko jaz plačam 10,000 ljudem, napišem knjigo, pa plačam 10,000 ljudem, pa rečem, govorite, da je dobra. In bom dober poet. Ja. Na nek način lahko. Sama. Ta čas vam pa lahko poveva, da ima Benjamin komad, kvalitete ne dobi se iz tablete, lahko ga poslušate na vseh vaših najljubših platformah in si ogledate video spot na YouTubeu. Jaz sem vsi super, ja. Thanks. Kaj sem pregovoril? Kako je dobra poezija? Jaz imam čist individualno od poezije do poezije, ker je ful različna. Kažna poezija se ful osredotoča na melodičnost ali pa sploh nima želje imeti sporočila, ampak samo res delati glasbo iz zvokov in iz besed in iz sintakse. In takšna je naprimer kakšna od Urške Kramberger, ki pa zraven še prav nek tak mini orkester ljudi, ki z glasbo zvočijo in spremljajo in je prav nek performance iz poezije, pa ne vem, Karlo Hmeljak, ki prav tako ali pa Ana Pepelnik, ki iz zlogov pa iz besed tako razčetverijo slovenščino in potem iz tega gradijo. Ko bereš to, Karla Hmeljaka berem, je prav, se mi zdi, da besede posamezne sploh nimajo nobenega pomena, ampak ko bereš to in ko on to bere kot nek duhovnik, recimo, se prav začenjaš iz teh besed, ki nimajo pomena, sam pri sebi v glavi ustvarjati pomen, pa celo razumeš, kaj hoče sporočiti. Moderno umetnost mogoče. Ja, čist. Moderno poezijo. Ja, čist. Pa so pa kakšni, to smo pač tak krog. Jaz ful cenim pa tudi kakšno poezijo, ki je pa direktno pove, pa ki je nekako družbeno angažirana, ki hoče skozi neke svoje osebne izkušnje kazati, kako širša družba deluje. In veliko teh, ki hodimo k Branetu Mazetiču, to je že kar zelo, zelo, zelo uveljavljen slovenski pesnik, ima že 2 Jenkovi nagradi. Je tudi napisal prvo eksplicitno gejevsko pesniško zbirko v Sloveniji in zaradi njega se je naprimer tudi začela Parada ponosa in festival LGBT filma. Je ta zbirka gejevska poezija? Ampak zaradi tega, ker ampak to je spet pol novo vprašanje, kaj je gejevsko, kaj ni gejevsko. V bistvu ti sploh ne rabiš naju, ne? Sorry, jaz to govorim. To ni bilo mišljeno slabo. To ni bilo tako lepo, da se ne, to je pač dobro govoriš. Ful si dober gost, ker samo od sebe govoriš. Jaz ful nakladam. To mi dva fula prišejo, Zelo sam tih, pa je dober in uživam. Pa danes je toliko dober dan, zakaj nimava danes še ta tretjega modela? Ker bi ga zrostala, kaj Pulcaja. Danes je bolano. Pulcaja bi imela. Ja. Ga zrostala na polno. Pač, imela so zjutraj enega peka, ki je toliko star kot jaz, pa ima že drugo pekarno odprto, pa otroka, pa ženo. Pač, in on je bil isto tak, da pač on je govoril, je povedal, ne, in s takimi gosti je full fine biti, ne. Kot runo, ko moraš leč, pa to. Pa bi tako vprašal, kdo pa si, živo, jaz sem Pino Pograjc. To je to. Kama delaš poezijo. Kako pa jo delaš? Ja, ne vem, pišem jaz. Malo sem že zverziran, ker sem me full teh nastopov. Pa ne moš biti tam na odru, pa sam tako se gledati, pa čakati, da nekdo nekaj reče. Kaj pa, dajmo zdaj čist presekati, odrska prezenca, odkje si se je naučil, kako si se tega. Ker konc koncev poezija, pisati poezijo je nekaj čist drugega, kot verjetno iti potem brati. Pa ne vem, me zdaj zanima, a rajš bereš ali raj pišeš, pa odrska prezenca, kako si se je navadil, hvala lepo. Prav na unih konferencah za knjigo, ja. Rad bi se zahvalil za to zelo direktno in odlično vprašanje. Kako je? Publika tam. Ja.
Ja, jaz sem imel ful težave z nastopanjem. Mislim, da nisem imel nobene odrske, ker sem na 5 besed hodil, nisem imel nobene odrske prezence. Se ti videli, drugače. Spomnim, da si bil živčen. Veš, neverjetno. Mislim, jaz sem bil nekdaj že ful težave in s tesnobo in predvsem z javnim nastopanjem. Pol pa, ki pa ta knjiga je šla, mi je pa prav Dejan mi je težil, ne moreš to knjigo sam pač prodajati, da se bere, moraš brati na dogodkih, moraš pač ne da me je silil, ampak me je ful spodbujal, da ja, ber, na ogromne stvari me je povabil, da sem zraven bral in sem že po celi Sloveniji te svoje pesmi bral, so včasih lahko zelo take vulgarne, tako da ne vem, spomnim se enkrat v Rogaški Slatini sem imel dogodek in je pošlo tako 6-70 letnikov, jaz pa tukaj pišem o fafanju po takih stvarih. A si prebral še vseeno? Kaj pa je fafanje? Ok, si prebral, ok. Ja, pa groza. Ja, enkrat... Ampak daj povej malo, kako so reagirali. Pa hočeš pa drugo zgodbo. Ja, takole so so pa komika. Ja. Pač to je ta zanimiv del. Ja, ni bilo fajn. Yes, to. Kaj si hočeš še drugo povedati? Ne, sem dobil neke samozavesti v tem, da je pač, še posebej pač poezija. Vse stand-up je verjetno podoben v tem, da neke osebne zgodbe tudi poveš in je ful grozen, če se ljudje temu ne smejijo in tukaj je nekako to energijo se čuti tudi občinstva, ful mi je všeč, če so odzivni ali pa na kaj rečejo. Kaj je ful, kar ploska med poezijo? Lahko ploska ali pa se zasmeje. Mene ne bolj zasmejejo. Ja, tudi, jaz sem malo humorja imam noter in mi je ful všeč, če se pa slišam tako, če to slišam, pa mi ego mi raste na odru in sem do tega prišel, da sem dobil že tako dobre odzive ali pa ne vem, ko prideš z odra pa ti čestitajo, da si res, ko prideš na oder, pa si samozavesten o tem, kar boš prebral. Verjetno tako, ker pa stand-up si samozavesten o tem, kar boš povedal in to ljudje ful začutijo. Zihar. Ja. Mislim, ne zihar. Ja, tako je. Ja. Da sem zdaj na tej točki, da že komi čakam, da stopam na oder vsakič. Hudo. Ampak to včasih res ni bilo tako. Ti si rekel, da bereš. Jaz sem zdaj dejal, da ti mi prebereš eno mojo pesem, ki si boš mogoče spomnil z tega. Kje pa imaš? A je kolo? Ja, veš na pamet slučajno. Ne vem na pamet. Enega znaš zdaj na pamet. Zakaj? Kaj pa je to dobrega? Glede ene poezije, ki si jo ti napisal, pač, prosim. Povej mi, prosim, jaz sem si zapomnil. Enkrat je bral to in veš, kaj še ni bil to aplauz. A res? Ampak ne, dober je zaradi tega, ker ful pogrešam v Sloveniji poezijo, humor, pa ironijo, pa ne tako resnost, ker se mi zdi, da se kakšni že vsi sam trpijo. Meni se zdi, da je ta fake trpljenje. Meni gre to na živce, kdaj preberem kaj, tle sem zdaj najdu zmaga na 3. pnešniškem mnogoboju, 5-10 je pripadla Pinu po Grajcu. Sam zdaj iščem dvovrstičnice. Sorry, vmes bom jaz zdaj to najdu, video se pogovarjate. Pa kar prosim, da se pogovarjate. Pa vmes na TikTok. Ne, ja. Ne, prej sem hotel še to končati. Kar? Ne, da ful mi je pomagal tudi, jaz sem se v srednji odločil, da bom se študiral primerjalno književnost in ves ta cajt in od srednje in med faksom sem pisal, ampak šele, ker sem začel hoditi na pesniške delavnice od tega Braneta Mozetiča, ki sem ga prej omenil, sem ful začel razvijati svoj jezik in je pač tam vsi med sabo si delimo, ok, to bi bilo lahko boljš, to daš lahko ven, to pesem stran vrš in tako naprej. In to mi je ful pomagal, da sem pa šel nekje do svojega enega glasu. In vsi, ki tja hodimo zaradi tega, ker ful cenimo od Braneta poezijo, ki je pa tudi ful direktna in ful prozna in imamo nekako, so nas nekateri že označili za ljubljansko ali pa za Mozetičevo šolo poezije, ker o svojih osebnih izkušnjah pišemo nepodoben, vsi imamo vsak svoj stil, ampak z neko idejo, da je poezija dobra takrat, ko tvoja osebna zgodba pride blizu ali pa se dotakne bralca ali pa bralke. Da ni toliko intelektualna, ampak da je bolj prizemljena. Ok, hudo, ja. No, si najdu? Nisem najdu, ker je očitno gospod Svoboda. Ne Svoboda, Svetloba zbrisal članek. A je zbrisal? Na Kavnik Info? Ja, bom pa jaz najdu tlele. A imaš shranjeno svoje pesence? Ne, vsi znam na pamet. pamet. Vsi imamo shranjene svoje pesence iz osnovke. Ne iz osnovke, stari, to je bila srednja šola, napisanje je bilo
en dan pred. Dobro, zakaj je zdaj kradel neko pozornost? V glavnem, ne, Jaz bi se rad nima še veze. enkrat slišal. To, kar smo govorili, mogoče o tem lih me zanima. Kaj si ti misliš o tem, kar si lepo že izpostavil, da gre za to, da ni toliko tega neka humorja, ne pač. Ja. Se mi zdi, da je tako vedno, ko pomisliš na poezijo, pa te klasike bereš, Lorca, ne vem, tudi Prešeren koncev ali pa kdorkoli, ne. Ko so bili vsi neki poeti, Feri Lanšček, ja, ok, on ima recimo dosti pozitivne, ali pa kakšen Oton Zupančiča, ne imajo take pozitivne pesmice. Je to žaljivo, da rečeš pesmica poeziji? Ja, odvisno. Naprimer, Dejan je bil zelo žalen, ker je rekel, Dejan dela na RTV-ju in je kot protest pred enim od teh urednikov oddaj pred pisarno od urednikov. Pred pisarno je obral in je rekel, a ti pa tiskamo tukaj svoje pesmice bereš pred mojo pisarno. Pa što je že to, kaj je hotel tako sprcati, ne? Pesmice, jaz bi za pesmice to besedo uporabil za kakšne te otroške ali pa za... Romana Krančar. Ja. Kako? Romana Krančar vibes. To pa ne poznam. Ona je tema, no? Ne, maček, Ne vem. je z mano. I don't know. Don't It's know a anything fuck. about her. Romane Krančar ne pozna... Ne. What the fuck, kje ste vi živeli? Ja. Ok, cool, no pejte naprej, jaz bom pa vmes. Ja, ok. No, zdaj smo odgovorili v bistvu na prvo. Sorry, še to vprašam, sorry. Joj, koliko sem delužen danes. Ne, kar povej. Kar povej, ker si vesel, da prvič na podcastih nekaj govorim, no, da nisem Ja, depresiven. da nisem sam jaz tle. Ja. No, Ne, zanima me lih to, ja, ker si rekel pač za smešno, tako da je malo bolj humorno. Pa me zanima, ok, do vrstičnice bi furat nekam, da jih pohvališ, bi furat nekam pokiral, ampak tako se mi zdi, da se dosti resno to jemlje, pa da marsikdo pa ne bi sploh v publiki sprejel tega, kad ti se po norca delaš. Ja, Na koncu koncev, ko sem jaz uno pesnico napisal takrat, jaz sem to čutil pač. ja. Mislim, ta kolo, a ne? Pač se ga Ja. pol zrecitiral, če ga nam najdem. Ampak Ja. pač, a veš, se mi zdi, da pa pol noben, kao ja, tle pa ni čustev noter, pa kar neki, pač ne, so neka vsakodnevna čustva, veš, kaj mislim. Ja, so. Ful je, problem je s tem, zaradi tega, ker se ali satirično, ali humorno, ali ironično pisanje včasih tako jemlje kot neresno, ali pa kot ne, kot da ni to umetniško, ampak je lahko čisto umetniško, pa lahko je to. Naprimer, meni je ful všeč Andreja Štepec, ki je pesnica, ki uporablja ful nekega humorja v svoji poeziji, ampak je ta humor tako, ona ima tisto persono, tako jaz sem pač jača od betona in je tam na odru in pač ful se zabava na to foro, da je ona iz Jesenic in je pač ta nek ta gorenski žmoh na svoji poeziji in ima ne vem, kakšne take one-linerje, ki so eutanazija za vse, ne le za peščico, pa take fore. a ne. In, jaz sam, in me ful všeč, da zmore pač še zmer, da je močno, da je veliko čustev, da začutiš to poezijo, obenem se pa tudi lahko malo zasmejaš, ker je ta prezenca njena, pa ta njen stil pisanja to omogoča. Štekam, ja. In mi ni všeč, da mora biti vse to. In tudi problem je s tem, kaj nas učijo v šolah, kaj je poezija, ker je čist prav in pravilno, da poznamo vse klasike, da poznamo poezijo, ki je bila, pa literaturo, ki je bila predtem, kar se zdaj piše, ampak se skoraj čist nič ne obadamo s tem, ker mislim, se ne obadajo v šolah s tem, ker zdaj izhaja, ker se zdaj piše, ker je pa mislim, da poanta vsega tega učenja v literaturi tudi, da sploh ceniš tudi to, kar zdaj prihaja ven. Ja. In tudi zaradi tega sem zdaj del enega projekta Potvod, ker bomo v bistvu naslednji teden že hodili po šolah pa predstavljali 12 pesnikov pa pesnice, bomo predstavljali sodobno slovensko poezijo srednješolkam pa srednješolcem. Ja, jaz upam, da boste imeli njihovo pozornost, ne, ker to so hormoni na vrhuncu. Ne. Ja, no sej to bomo videli, kako se bo išlo. Ja, držim pesti. Nisem najdel. Okay, Nisem najdel. To sem hotel povedati, nisem najdel. Nisi najdel pesnice? Ne. Okay. A bi ti želel kakšno prebrati posebej tako, da bi jo mogoče ljudje malo ljubili občutek, kaj je poezija? Lahko kakšno smešno. Mislim, Me kliče smešno. kolega, mi reče, halo, model, jaz imam doma še tvoje kolo. Oči se zapro in zvezo prekinem. Boli me kurat za moje kolo. Ne. Zvezo prekinem in oči se zapro, boli me kurat za moje kolo. Ok, nice. Ja, To je bila taka najstniška, uporniška, ne pa noben ni razumel. Ja, Sem to si pisal pač z namenom, tudi da se bojo ljudje malo... Ja,
ali ne? Ja, pa niti ne, no, pač tako, bil sem tako, morajo biti rime, mora biti nekako postavljen, mora tako približno izgledati. Legit, pač nisem jaz takrat sploh vedel za stand-up, da bom to počel kdajkoli v lifeu. Takrat se mi sem zdelo, no, ok, neki maček mi je rekel, je v let, neki bo, jaz sem bil tako, ok, neki bom naredil. Ti si bil kamri, pač zmer, spomnim se, ti si bil zmer pač zabavljač, pa tako, Ja, veš. dobro, to je drugo. Veš, tako, pričakovano pa od mene. vsi smo vedeli, kdo si, in pa tako prideš na oder in neko tako jebi se, pali me za to kolo. Je tako itak, da se bojo ljudje smejali, ker te že tako, a ne, poznajo. Ja. Ampak, veš, tudi po eni strani bom pa jaz zdaj prišel trpeče neke poezije, brati, bo folk mislil, da ste norca dela, ne. Ja, tudi, Veš, kaj, letim po poti galeba, ne vem, neki je že fertik, veš, kaj nisem. štekam. Kdo me pa res ne ima, noben. Enkrat bom šel brati svojo poezijo na oder. Na stand-up. A greva včeraj. oba? Dajte, Napiševa vsak dajte. tako 2 minuti poezije, pa greva pa na stand-up. Sam ne, na konc poezija, ker drugače se lahko zajemeš. In imaš kot cel nastop, Ja, konce. najprej stand-up, pol poezija. Super. Okay. Ampak ni, da boš končati tako humorno, ne pa lih obratno, najprej poezija, pa stand-up. Ne, Ja, ampak je veš, fora, kaj da problem? Ja. če boš ti začel s poezijo, bo publika padla, ker se bo skoncentrirala. Ok. Da moram čutiti, poslušati, Ja. pol boš mogel pa spet ogrevati do konca. Ja. Stand-up je malo občutljiv. A veš, ne moreš recimo dati, ne moreš ti imeti stand-upa po recimo nekemu rock bandu, a ne? Ker rock band bo pa dvignil folko energijo in pa priješ ti stand-upom in ima padec energije. Stand-up mora biti folk mora vedeti, da je prišel na stand-up. a ne. Okay. In zdaj, ampak kar je mene strah glede tega, da bi naredil najprej poezijo, je, da jaz nisem nikoli še preformil poezije, pa ne vem nič o poeziji. In zdaj jaz ne vem, kako bo šla ta poezija. In če bo cringe poezija, pač pa imam že takoj to majhno zamero od publike za stand-up. Ok, razumem. Ja. Samo osvil bom pa eno, ki sem Ajde. jo napisal. Enega spijemo, pa Jaz sem Pa zgubil poezija. vodo, stari. zgubil si vodo. Mene je voda tekla. Pejdi si ponovo, Kje pa imamo? Vse tle zunaj, odpreš vrata. Pa. Mogoče, da povem, Ja, samo od sebe. mogoče Je nekam stekla. Boš videl tako vmes, pa kar malo. je the best, kaj, da smo sproščeni. Ja, enkrat je tudi babi prišla vmes, pa sem jo nadrl kot razvajen, no, kakorkoli. Ja, verjamem, da se je to zgodilo. Ja. Karov ne odide. Sicer odjebi. Sem ji dal zaušnico. Okay. Okay, ne, sam da povem ozadje za to pesmijo. Jaz sem povedal, tudi ko tik preden je knjiga išla, sem posedel, mislim, med kosilom sem rekel svoji družini, pač, da veste, da jaz bo moja knjiga išla in da noter pišem, sem povedal, pač mojim staršem pišem tudi pač o naši družini, pišem o tebi, mami, o tvoji bolezni, fotru pač o njegovi bolezni. In pol je moj tam mal, 4 leta mlajši od mene, je tako rekel, meni si kaj pisal. Tako, nisem nič napisal, pa je bil ful užaljen. Pa sem tako, nič nimam zapisati o tebi, nič me nisi traumatiziral. In je bil on tako, pa še smeril, ampak nisi pisal meni. Pa sem napisal še isti večer to pesem, pa sem jo dal v rokopis. Ja, Kako lepo. bratov. Tudi brata poznam. Vem. Bratstvo. Moj brat študira ekonomijo in analitično pristopa k problemom sveta. Tonina je volil, ker koga bi pa on zajebal, samo pogledaj ga v fris. Ko kupi bejzbolski kij, ga vprašam, zakaj, in pojasni mi, včasih je treba koga zjebati. Ko ga vprašam, zakaj ne objavlja slik na socialnih omrežjih in nikomor ničesar ne lajka, mi obrazloži, treba je ohranjati misterij. Ko ga vprašam, zakaj v nahrbtniku za šolo nosi uteži in me razsvetli, treba je biti lep. Star je bil 12 let, ko sem mu želel povedati, da imam rad moška. Cel teden sem si pulil lase, goltal bruhanje in pripravljal govor. Na morju sem ga posedel za mizo, začel s tem, da želim, da nekaj izve od mene, ne od drugih. Prekinil me je, si geja, ne? In me objel, medtem ko so solze tekle po mojih licih.
Nice model. Ful je jako. Všeč mi je, Ful je kako jako. meni je všeč to, pa začetek mi je všeč kulno, zdaj ti bom pa nekaj napisal. No, moj brat je, Ja. študira ekonomijo, prav gremo uno. Nice, lepo se Koliko je razvil, mi je dobro, všeč. zato koliko je dobro, ker čez celo pesem je ta, jaz bom zdaj tako, kako sem jaz to doživljal. Ful je dobro, ker čez celo pesem je tako, kako je, da je ta tvoj brat nek tak plehak čed, ampak pol na konc je pa tako, se izkaže ta neka mal globina, ta neka bratska ljubezen, da te on še zmer sprejme. Je valjda tako. Ful je ta hud twist. Jaz ga ful tako gledam. Ful sva si različna na ta način, da je pač, če sem šel neke te humanistiko študirati, on je šel ekonomijo, ker on je pač cash pa fitness, to je, to njega žene. Ampak v resnici pa pač vsak človek ni tako plitek, kot se mogoče na prvi pogled zdi, pač jaz ga imam zelo rad. Ampak Paul, ki je prebral, je rekel, da je bilo to, ker sem mu dal to knjigo in se je ulegel in prebral in je v enem šusu prebral in mislim, da je bila to prva knjiga, ki je v enem šusu prebral. In sem ga vprašal, kako mu je bilo, je rekel, da je bilo v redu, sem se kaj zme, ker ta zga buca predstavil. Nekaj na to, dobro. Če mi je rekel, ne, pesem o njem napišem, ne bom zdaj ga to hvala spev. Ja, veš, mogoče, ja, veš, ko vsi mislimo, ja, pisali so pesmi o nekih kraljih, po plemičih, a veš, kaj se je čas nas učilo, no. Ja, pesmi se pisali nekim plemičem, bejbam, no, ja, verjetno je pa čakal nekaj tazga, kao, Ja. si na belem konju, nekaj uno, veš. Ja. Cool. Yeah. Hudo, dobro, super. thanks. Me je zmotiviral, da bom tudi jaz zdaj to prebral. Ker ena kolegica mi je posodila to. Ja, lej, posedla, ja, tako se govori, Benjamin. Posodila mi je to knjigo. In jo imam zdaj en teden in zdaj je bila ona tako, jaz jo rabim nazaj. In sem tako, jaz nisem mislil, da bom mogel to hitro prebrati. Ja, ampak se bom spravil tole prebrati, to mi je bilo ful všeč. Okay, Kjero thanks. klas? Ja, Kar pove? ne, dej. Vsi se bodo zapovedati. Okay. Kjere klasike, kaj bereš, me zanima? Oziroma, a rabiš biti za to, da si poet, tudi brati poezijo? Ker jaz recimo delam podcast, pa jih ne gledam. Pa tudi We see the quality. Ti si We see lightning the in the quality. bottle, ti si izjema, ampak mislim, da je tako, ne, mislim, da je treba kar poznati. Mislim, meni je študij ful pomagal, ful te delavnice so mi pomagale nekako razviti svoj glas, ampak je tudi, te to ponavljajo skozi tudi na primerjalne književnosti na študiju, da če hočeš pisati, moraš tudi veliko brati in predvsem zaradi tega, ker si lahko malo bolj usmisliš, kaj so tvoji vplivi, pa kaj ti je všeč, pa lahko malo bolj tudi se igraš s svojo formo, vse to. In ja, mislim, je kar treba brati. Zdaj od klasikov, katere berem, groza. France Če berem, mislim, rečemo, če se šteje Allen Ginsberg kot klasik, je en, ki mi je ful všeč, ampak je živel največ je napisal tam na sredini 20. stoletja. On je res tako en od teh, ki so mi res izjemni od teh klasikov. Bitnik je bil. Jaz pa poskušam tudi čim več sodobne, zaradi tega, ker tudi na faksu, ne vem, smo se učili največ podarkov, ker se je spomnil, smo dali na realizem, 19. stoletje. Jaz sem pa ful pogrešal, kaj pa to, mislim, nočem sam brati Tolstoja, pa ne vem, Kar je bilo, ne? Ja. Tako. Kar je zdaj v bistvu, ne? Ja, hudo. Dobro, zdaj pa midva še publiko, ker na knjižnem sejmu, veš. Kakšno vprašanje iz publike, ja. Ono, kar nikoli ni. Ne, sedaj je. A si dobil že kdaj kakšno vprašanje iz publike? Vse verjetno si, ne? Ja, zdaj se ne spomnim, ampak ja, na teh dogodkih, ki jih imamo mi, ponovadi so vprašanja iz publike. Ja. Kaj pa je najbolj bizarno vprašanje, ki si ga kdajkoli dobil? A glede knjige? Česarkoli. Pa to je pa res široko vprašanje, as fuck, pač. Ja, knjiga. Ni najbolj bizarno, ampak je bilo tako, mislim, to je mogoče pol pokazatelj malo tega, kako stvari delujejo v Ljubljani pa po Sloveniji, ampak ker sem to knjigo, ki je išla, ker predtem nisem bil, ne vem, nisem hodil na literarne dogodke, nisem bil, ne vem, kako poznan, tudi tako po sceni, ampak vem, da je enkrat ena pol vprašala mojo kolegico, če sem jaz
če sem jaz v zvezi z mojim urednikom, da sem pač dobil to, da mi je knjiga išla. Ampak ne, pač mislim, če se jaz z Dejanom hodom, je praktično vprašala. Mislim, vada, da je Dejan tudi ni gej. Pa tudi je en od teh urednikov, ki se res smatra, da poezijo, ki jo on smatra za kvalitetno, pa dobro v Sloveniji izdaja. Ampak je mogoče to en tak pokazatelj, kako se mora vse nekaj prek veze v Sloveniji delati. Še ne gej, poetični sceni, zaveze. Tudi zaradi tega je fajn to, kar si rekel, da moraš brati, da lahko pišeš, zato da lahko veš na kakšnem nivoju, a ne da pač da on lahko samozavestno reče, ja, v Sloveniji imamo pač dobro literaturo, poznam dovolj, da pač lahko jo umestim nekam. Pač in to je fajn, ne? To verjetno pomaga tudi pri tem drugemu delu vprašanja, ki ga je v bistvu prej Jan dal, pa ga nismo dokončali, kako ločeš dobro poezijo od slabe. En del je zihar to, da si prebral veliko dobre poezije, pa se ti je že to malo zmodeliralo v možganjih. Ampak ja, a lahko malo mogoče bi znal povedati, kako ločeš dobro od slabe. Recimo prej, ko si rekel, da imate to neko združenje, ko skupaj pišete, pa si rekel, da si rečete, veš, daj to ven, daj vrš to celo pesem stran. Kakšna je pesem, kar rečeš vrš to celo pesem stran? Ja, to je mogoče to, kar je prej Jan David rekel, da je pač na prvo žogo, ali pa če je tako. Enkrat je ena rekla, da ko bere mojo poezijo, da se izko zdi, da je nekaj tako pod površjem, pa da neke stvari brbotajo pod tem, kar piše. In če je res tako nekaj na prvo žogo, ful bo drugače, če bo nekdo napisal zdaj, recimo, da je, ne vem, žalosten, da ne vem, pa neka čist preprosta stvar, ne vem, pogledam v tla in vidim modrino v luži, nekaj tazga, okar pa če samo napiše, joj, kako sem žalosten, ali nekaj tazga, ne. Ful je pač v izrazu jezika, potem je še ful se hočemo izogibati patetičnosti, tako da res ni že preveč nekega trpljenja ali pa preveč neke samopomilovanja v poeziji. Potem velikrat tudi čist neke se osredotočamo, kadar poskušamo popravljati tudi neke čist tehnične, tukaj si dvakrat isto besedo uporabo, probi malo svoj jezik, svoje besedišče razširiti v tej pesmi, dej ta vers ven, ker samo ponoviš eno in isto stvar, ki si jo že prej povedal ali pa povedala, take stvari. Jaz pa pač prepoznam v bistvu že tako, ko začnem brati eno stvar, jaz se potrudim zmer, da do konca preberem zbirko, ko se odločam prebrati, ampak ponovadi že v parih pesmih vem, tole pa ful ni zame, to pa me ful ne ustreza, ali pa to pa ful je. Mogoče veste, da je Rupi Kaur. Ona je postala že... Ful ne razgledana. Ja, kar se poezije tiče, sem res orangutan, jaz napolno. Ne, fora je, da ona je zdaj postala že praktično meme na internetu, zaradi tega, ker... Dobro, nisva rekla, da ga ne poznava pač. Kaj? Da bi to bila glupa, da bi še rekla, da njega ne poznava. Ne, ste ona je. Ja. Da bi rekel, ja, poznam ga. Ja, poznam ga. Ne, ona piše nek zelo posebno poezijo, ampak je postala že meme zaradi tega, ker dobro, razvila je nek svoj stil, ampak je postala izjemno slavna in veliko ljudi, ki pomisli na sodobno poezijo, pomisli na Rupi Kaur, ampak to so take pesmi, ki je naprimer čist prazen list in samo tako 4 vrstičenca, v vsaki vrstici je, ne vem, tako 3 besede in je nekaj na foro, ne vem, pogledal si me v srce, zlato se počutim. Nekaj tazga in je toliko okrčeno in toliko malo vsebine, da se res že pomisliš, ali ljudje, ki to berejo, imajo kaj od tega, so to samo neke motivacijski zapisi ali neke motivacijske... Uno, ko imajo boomerji v okvirčkih po live, domovih. A je to mogoče dosti podobno Žanu Papiču pa njegovi stekleni glavi, si slišal, prebral? Ne, to pa ne poznam. Žan Papič je napisal tudi pesniško zbirko, Žan Papič je slovenski komik, podcaster. A res, nisem vedel, da je napisal. Ne veš, steklene glave je napisal in je zelo podoben stil, tako kot si to opisal. Pa to ne pomeni Žan Papič, da si slab, ampak pač drug stil, oziroma ne. Ja, ne, čisto razumem. Raziskovanje nečesa. Ja, ampak zaradi tega, ker je ta njena poezija se toliko, mislim, da hoče biti toliko široka, da hoče čim več ljudi pritegniti na ta način, da že izgubi na vsebini, da že nima ničesar ni več pač v tem, ko to prebereš, je neka toliko splošna zadeva in poje zraven.
neka risbica, kaj je svem rože ali pa telesa nazga in se mi zdi, da je ona nek predstavnica tega, kaj si ljudje razumejo, ko sodobno poezijo, se mi zdi, da je ful slabo za sodobno poezijo, Aha. ker je pa toliko neke poezija, ki pa se mi zdi toliko več truda vloženo in je toliko bolj kvalitetno in toliko bolj ti bliz pride, ne pa te neke res motivational quotes, ki jih ona izvaja. Ja, razumem. Ja. Ja, pač nekaj, ja, ok, ja. Zastopam, mislim, vem, o čem govoriš. O tem, da Ja. se še zmer proba držati nekih smernic, kaj poezija je. Prej, ko si rekel, žalost, modra voda, sem napisal eno dvovrstičnico, ker v resnici nimo dvom po trojvrstičnico, ampak moje možgani tako delajo, tako da sem zdaj to prebral. No, Jaz sem zdaj en unih modelov, ki govorijo, meni gre na kurac, da na podcastu folk hoče se predstaviti na mest gosta. To sem Zdaj se jaz pa- in ni me sram tega povedati, Ej. jaz iščem pozornost, ok. Jaz tudi svoj komad Spet promoviram. si tle, nazaj na tako da- dvovrstičnice vrnil pogovor. To je Ja, res Ulo, edina stvar, ki odobravam pri poeziji, žalost, modra voda, boli me v globini možganskega svoda. Wow. Bravo, Jan, Hvala David. lepa, no. Klenek. Ne, Poet. pač to so možgani, ki delajo do vrstičnice, čeprav to je bila trovrstičnica. Ampak kaj? Zdaj bi bili smo 48 minuta že poteka. Aha, okay. Nič ne priganjam proti koncu, pa vendar. Mogoče jaz bi še dve vprašanje imam zapinata. Eno kratko, eno malo daljše. Pa, bi... Jaz sem sam hotel razčistiti, ker sta skozi omenjata te dvovrstičnice, kaj je to fora, pač, a so to samo dvovrstične pesance ali je še kaj za tem, kaj je to bil nek event, neko gibanje, kaj je bilo to? Kako, a probam, kako biš ti opisal? To je bilo v bistvu kaj, nekako nadaljevanje tega Pest besed. pest besed, ja. Ja. Ko je potem zadeva postala malo komična, oziroma bilo je tako, gremo pač nekaj še bolj zabavnega, mogoče narediti neki kotlovenci. Zato bi mogel mogoče enkrat Mačka ali pa Urbana ali pa Ljošo povabiti, da bi o tem malo več povedali. Ampak je bila neka zadeva dogodek, ker smo pač se dobili, tako bomo rekel, Kamenčani, ker smo bili takrat aktivni, pa to niso bili zdaj samo mladi, so bili tudi stari, tudi kdo je bil Tales, Istok, Čebašek, Svetloba, ne, Kamnik Info. Pa še ne par, vse je bilo kar ne par poetov tudi. Ja, Pa tudi ti si bil na dvovrstičnici. ne, jaz mislim, da nikoli nisem bil. Jaz sem sam to ful spremljal, ker je bila neka skupina Tako, pa Blender Sefa je noter, pa Ja, pa Ja. tisti, ki je pisal hajkuje, spomnim se več njegovega imena. David neki. Ne spomnim se, ampak to je bilo, mislim, da se je iz tega rodil. Da je bila Da. to je bila neka skupina, kjer se je lahko svoje pesmi odpošiljali. Pesnitve se je imenovala, pa še zdaj obstaja. Ja, ampak noben več ne objavlja. Ne, noben Ja. No, in noter smo pošiljali svoje pesmi, in pa se je to razvilo, to, da so bile samo dvovrstičnice, in ponovadi so bile zelo smešne ali pa zelo tako o aktualnih temah in vse to, kar nek. Vsakeč, ko se je nekaj zgodilo, si lahko pričakoval, da bo nekdo neko dvovrstičnico zelo smešno rima. No, se v tej spomnim. skupini stari. Ja. Ampak jaz se pa spomnim, da je bilo, mislim, da že od začetka mišljena ta skupina malo bolj humorno. In ker sem se jaz pridružil, ker sem videl to Facebook skupino, sem neke resne pesmi not poslal. Ja. In so bili vsi, mislim, da so lajkali, pa nekaj komentirali, ampak jaz nisem dojel, da se zabavajo. Pač, da ta skupina ni za resne pesnitve in je bilo, mislim, zdaj pa mislim nazaj, kako bed. Ampak dobro. Jaz imam eno, kar bi bilo mogoče za sam nos, sem se zdaj spomnil. Okay. Ko poveš, da si Smeje se Koroška, smeje se Dolenjska, predsednica Slovenije zdaj je ženska. Kaj pa to? To je dvovrstičnica. Ja, a ne? Pa v aktualni temi je, pa provokativna je, pa to bom rezovan. 2015 sem najdel. Grozno. December. Grozen, ja. Ne, dvovrstičnica je super. Ker se ne smejem, še nisem purist, ker ne bolijo. Slučajno moje, gubam kotičko. da ne bi slučajno, ne ber, prosim, ne srame. Okay. Ne, ampak good. No, to so bile resne pesmi, pol pa pridemo do Ej, baby, kažeš na gorit, modri citat spodaj, ne more tega skriti. To so pa dvovrstičnice. Le tam je resnica surova svetloba, simbol TV 24 novo. To je bila zelo gorenska kultura, se mi zdi, zelo gorenska. Vladni minister Bin, Jelko Kacin. To so dve vrstičnice. No, ampak ja, te dvovrstičnice, ja, ok. To smo zdaj razjasnili poslušalcem, kaj so dvovrstičnice. Moji pa so bili še literarni dogodki, dogodki, kjer se te dvovrstičnice. Ker se jih je dobesedno instant ustvarjali. Recimo, imeli smo, da si
povedal številko in pojeme Maček, ki je bil voditelj, Ja. je vzel slovar in ti zunaj strani prvo besedo povedal in ne vem, jaz sem dobil enkrat, se mi zdi, da Velenje besedo in sem tako, kaj ne naredim in nam nikoli pozabil, ker je to glupo pač. In sem rekel, mestna občina Velenje, Korenje. Pač Bravo, najbolj, Jan. ja, Vidiš, nič, ampak je to pač. bizarko, a pač takrat je bilo To je dobro. abstraktna poezija. Ja, jaz To- tega ne razumem. Ja, ja. Cool. Okay, no, še tvoje dve vprašanje. Ja, prvo je, a se ti zdi, da je LGBT skupnost pa poezija močno povezana, ali je to samo tvoj del, tvoj aspekt tega, da pa to dvoje povezuješ? Zelo velik nekaj, ne vem, to je neke stereotipe, da so predvsem geji mogoče ali pa lezbike zelo umetniško usmerjeni ljudje. Ampak to mi, groza, to je ful težko zdaj. Je povezano do te mere, da velikrat, kadar ljudje, ki spadajo v LGBT skupnost, oziroma pod LGBT krovni pojem, niso mogli javno ali pa ljudem izražati svojih čustev, to, kar so čutili do ali istega spola, ali glede svoje spolne identitete, in so velikrat to zapisali, ali pa to skozi literaturo, pa to stvari, ki so jih čist zase zadrževali. Tako da do te neke mere, kot je literatura, kot način sporočanja posredno nekih svojih občutij, ki jih niso mogli izražati v svojem življenju, ja. Je pa tako, da vsaj zdaj, vsaj v teh, v Tiffanyju, ki zdaj organiziram te večere, je en od te ekipe Tiffanyja mi je rekel, da je bilo ful dolg časa neko zatišje, kar se tiče LGBT predstavnikov, predstavnic, ki bi pisali, pa te stvari brali, ampak da je v zadnjem času nek boom ljudi, ki pišejo, ki bi te stvari radi tudi brali. In mogoče se je res tako nekako brbotal nekaj časa v tem zatišju kakršnega koli literarnega ustvarjanja. In da zdaj res se mi zdi, da je vse več tega. Je pa te povezave težko, ker so pa so to tudi neki stereotipi, naprimer obstaja izraz Sylvia Plath efekt, ki pravi, da zato, da pišeš poezijo, oziroma da so pesniki in pesnice najbolj duševno bolni ljudje. No. Ja, da je pač največ depresije in največ schizofrenije v umetniškem svetu med pesnicami in pesnikami. In so to naredili celo raziskavo in so ugotovili, da ni direktne korelacije, ampak vseeno ogromen nekih ljudi je to doživljalo. In naprimer tudi jaz tukaj v tej knjigi opisujem nekako moje izkušnje s schizofrenijo, ker imam schizofrenijo, v bistvu neko blago obliko schizofrenije, ker sem imel eno hudo psihozo 6 let nazaj. In mogoče malo doprinašam pol k temu stereotipu. Dobro. Gej schizofrenik, mislim, kaj boš mislil. Ni bilo druge, pač pesnik mora biti. Ja, valjda. Ok, pa še to drugo. Je bilo pa, a se imaš dobro, ampak pa je jih povedal vse, tako, ki ne morem. Ne, a bi še kaj povedal za zaključek, tako moto, bi komu kaj sporočil staršem, mami, očetu. Prvati damo moto ali pa neko življenjsko vodilo. Nekaj tako, no nekako, da Ja. lepo zaključimo ta podcast, da naši poslušalci začutijo gosta. Ja, Ne. tako. Ne rabiš nič. Mogoče ti, ki si pesnik, pa imaš tako najbolj globoko, lahko najbolj groza, krajko rečeš, dej. majte se fajn. Ne? Sreča pogum spremlja hrabre. ali kaj Ja, je ja, to? sreča pogubno. Vse bo ok. Ja, probite čim več brati, preberite pesem na dan, take unite, pa mogoče vas bo kdaj to navdušilo, da še sami kaj zapišete. Okay. Nekaj tasga. Cool. No, smo prišli do konca. Smo. Amen. Amen. Evo, še. Še Marijo. Ej, hvala ti. Kako se ti je Hvala, zdelo? ja, ful je bilo prijetno. Je bilo. The best. Sicer sem imel vmes par jokov, pa sem se zadržal, ker sem imel full debatus. Tako, mislim, full si tako lepo povezano govoril. Ok, hvala. Drugače pa sem imel danes fucking jokov. Tako bam, bam, bam.
Imel si danes bil kar on fire, ja. Pri peku ga je kar v Pa metalu. ne, tudi spomnil, da sem mi kar tako, vmes sem se, ko boš gledal, ko boš monteral podcast, boš videl, ko sem se kar Ker si se nasmihal. zadržal. Ja. Okay. Ampak tako, cool. Okay. Ne, drugače zanimivo, všeč mi je svaka ti čas to, kar delaš. No. Okay, Ja, hvala. nisem Nisem še Enako. bral tega, vidim, kar na Instagramu objaviš. Okay. Um, Thanks. tako da kul. Cool. Moram reči, da sem vesel, da si edini, ki mu je zares ratalo poeziji iz skupine pesnitve. Pa se bo še komu. Čakaj. Moramo pesnitve obuditi. Tako Pač lepo. te dvovrstičnice. Spet. Ne, no, samo meni je bilo samo tako dobro, ker je bil tako, ker je res rato ena skupina. In pač najbolj se meni zgodil, ker sem prišel pol čez 3-4 leta v stand-up Ja? in jaz ko spoznam Blendorja. Jaz ko podkje tam je Blendor zna. Blendor. Blendor Sefaj. On je pisal A tudi ja. v te. Ja, nekaj Pesnitve. se spomnim. To je mi, ja, Blendor, Albanec, ne vem kaj, neki, ali kako smo, neke poezije, Albanci smo pisali. No? Ja. In je bila fora, da jaz tako gledam, odkje te res. In pa tako, ja, fuck, izpesnitaš. Ta skupina mi je tako res mi je dala, tako malo. No. Zdaj Ja. pa tu gimnazij boš kaj več vedel. Tako nekako. Okay. No, hvala, da ste gledali. Čau, čau. Ja, to je bil še ja, to je bil šele konec. Top. Okay. Lušno. Ti pa res se najde, čau.